Prav na letošnji skupščini ste zahtevo za izstop malih delničarjev iz družbe Goričane ponovili. Kaj je bila, glede na trenutne razmere, primerna denarna odškodnina? No, vsekakor so strokovni sodelavci preučili stanje v družbi Goričane, predvsem glede na ponudbo, ki smo jo prejeli ob zahtevi, ki je prek odvetniške družbe bila dana strani združenja. Ta ponudba je bila 15 evrov za delnico. Mi smo sporočili neposredno po preučitvi rezultatov družbe, njenega potencijala, da je ponujenih 15 evrov po delnici premalo in da bi se želeli z vodstvom družbe oziroma z večinskim lastnikom, gospodom Stegujem, ki pravzaprav v 97% družbo obvladuje, srečati in pogovoriti o možnosti izstopa pod poštenimi pogoji. V tem momentu bi bilo seveda neprimerno podajati kakršnokoli ceno, kajti to je predmet pogajanj, in na sami skupščini sem prejel zagotovilo, da bo v prihodnjih 15 dneh podana tudi nova ponudba. Pri tem sem apeliral, da naj bo vendarle ta ponudba ustrezna in poštena oziroma predstavlja boljše izhodišče za pogovore o izstopu manjšinskih delničarjev iz družbe kot pa prejšnja ponudba. Ta je bila tudi tokrat uradno vložena, hkrati pa na skupščini prejeto zagotovilo neposredno gospoda Steguja, da bo brez nadaljnega v 15 dneh podal ponudbo in da bo skušal seveda upoštevati tudi apel, ki sem ga podal na skupščini. In kakšen je komentar podatkov o lanskoletnih 5 milijonih bilančnega dobička pa letošnjih 857 tisočakih bilančnega minusa? No, seveda sem na skupščini izrazil nezadovoljstvo nad takšnimi rezultati. Zaradi tega tudi glasoval proti razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Zaradi tega nenazadnje tudi glasoval proti imenovanju oziroma podaljšanju novemu mandatu obstoječega nadzornega sveta. S tem v zvezi celo v delu sklepa napovedal izpodbijanje takšnega sklepa, namreč ni v skladu z zakonom, da bi se kar po avtomatizmu podaljševalo mandat in seveda tudi potrjevalo le tega za nazaj, kot je predvideval skupščinski sklep, kakršen je bil tudi sprejet, seveda glede na to, da ga je večinski lastnik, ki ima 97% v družbi, potrdil in sprejel. V imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev pa sem napovedal izpodbijanje takšnega sklepa, tudi v kontekstu naših prizadevanj, da vendarle pridemo do dogovora možnosti za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe. Kajti še enkrat, naš interes bi seveda bil, da 90 delničarjev, kolikor v družbi jih še je, torej malih delničarjev, v družbi tudi ostane, kolikor bi imeli z naslova svoje naložbe donos. Glede na to, da ni pričakovati dividend tudi ne v prihodnem obdobju, da je vselej znova navedena družba za upravljanje terjatev bank, torej tako imenovana slaba banka DUTB, kot tisti ključni akter, ki ne dopušča niti delitve dividend, ki ne dopušča niti boljše ponudbe za izstop manjšinskih delničarjev, sem ob tem izrazil ogorčenje, namreč DUTB ni delničar družbe in zaradi tega seveda ne more imeti tovrstne vloge, kot je vselej znova predstavljena. Ukolikor jo ima, bi seveda pričakovali od organov upravljanja in nadzora družbe, da se temu zoperstavi, kajti vendarle je pri tem treba slediti interesom delničarjev, ki imajo v družbi svoj kapital, ne pa nekim zunanjim dejavnikom, ki pravzaprav vsaj v to pogledno ne bi smeli imeti ključne besede in vloge pri tako sami perspektivi družbe, kakor tudi njenem odnosu v skupščinskem kontekstu in do manjšinskih delničarjev. Zakaj v tem trenutku kljub vsemu še dobro pristopiti v vaš program delniška opora? No, kar se tiče delniške opore, smo jo vzpostavili predvsem željo, da bi omogočili delničarjem ohranitev njihove naložbe ali pa iz te naložbe ustrezen donos, tudi ob dejstvu, da je bila spremenjena zakonodaja,
torej, da smo bili soočeni z ukinjenimi registrskimi računi in da smo od 1.9. pravzaprav soočeni s stanjem, ko so vse delnice vseh delničarjev z ukinjenimi registrskimi računi prenesene na skupni zbirni račun kapitalske družbe, torej za prenos na državo. Dokončno bodo te delnice prenesene na državo, na kapitalsko družbo z letom 2022, torej pravzaprav je časa še do konca prihodnega leta, da vendarle ob oteženih pogojih zdaj delničarji svoje delnice prenesejo in na ta način zagotovijo iz njih ustrezen donos. V primeru Goričan seveda prav gotovo lahko računajo na donos iz teh delnic, medtem ko delniška opora je možnost, ki predstavlja edino alternativo dragim računom pri borzno-posredniških družbah ali bankah, torej dragim v smislu vzpostavitve, v smislu prenosov, trgovanja, vzdrževanja stanj, je delniška opora ostala zvesta svojim zagotovilom ob ustanovitvi. Pred natanko 3 leti, ne nazadnje, smo vzpostavili program delniške opore, da je na letni ravni strošek 9 evrov in da je strošek izplačila izstopa 7 evrov. Tako da s tem v zvezi smo pravzaprav ohranili to vrstne pogoje, ob nekaterih spremembah, ki smo jih pa v tem času vendarle morali spričo ponovno znova in znova spremenjene področne zakonodaje tudi mi sprejeti in se ustrezno prilagoditi, zato ker jasno moramo delovati skladno z zakonom, čeprav nekatere tovrstne odločitve našega zakonodajalca pravzaprav preverjamo in obravnavamo, ter smo podali tovrstno pobudo prek Evropske federacije investitorjev, tudi na pristojne organe Evropske komisije in ne nazadnje Evropskega organa regulative, torej ESME. Ne nazadnje sem sam član, zdaj že 3. mandat v Evropski federaciji investitorjev in lahko vam zagotovim, da podobni pogoji, kot so pri nas za imetništvo delnic, tako neugodnih pogojev nimajo nikjer. Pri tem seveda ne omenim zgolj dejstvo, recimo, da se pri nas celo zaračunava izplačilo dividend in to pogosto z vidika manjšinskih delničarjev celo v večjem znesku, kot pa je sama dividenda, kar je po našem vedenju pravzaprav unikum v svetovnem merilu in ne nazadnje to je seveda zelo slaba popotnica, slab signal tako domačim investitorjem, kot ne nazadnje tudi tujim investitorjem, ki jih pogosto želimo privabiti v naš prostor, hkrati pa pravzaprav vsake pol leta, tako rekoč, spreminjamo področno zakonodajo in pogoje s tem v zvezi še zaostrujemo oziroma ustvarjamo kapitalski trg, pogoje imetništva na slovenskem kapitalskem trgu, v slovenskih delniških družbah, še otežene, še bolj drage in s tem v zvezi seveda vselej znova dajemo tudi predloge tako odločevalcem, kakor tudi zakonodajalcem v tovrstnih zakonodajnih postopkih, da bi pogoje seveda približali, da ne nazadnje skušamo v razmerah, ko imamo opravka z negativnimi obrestnimi merami praktično na bančni ravni za depozite. Vi veste, da pravzaprav je Slovenija vodilna v evropskem kontekstu glede na zneske na bančnih depozitih. Približno 22 milijard bi naj teh bilo. Ukolikor bi ta sredstva vsaj deloma angažirali v smislu ekonomskega razvoja, projektov v gospodarski sferi, preko kapitalskega trga, ne nazadnje tudi infrastrukturnih projektov, za katere vemo, da so v našem prostoru potrebni in neobhodni, bi seveda lahko to izpeljali z domačimi sredstvi, ob ustreznem zaupanju domačih vlagateljev, ob ne nazadnje donosih, ki bi jih lahko Republika Slovenija ob tem garantirala za svoje strateške razvojne infrastrukturne projekte v teh primerih in ne nazadnje zagotovila tudi svojim državljanom ustrezen donos oziroma oplajanje njihovega premoženja, tudi v kontekstu recimo varčevanja za starost, torej pokojninskem kontekstu, ne nazadnje zdravstvenem kontekstu, kontekstu izobraževanja, kajti vemo, da vsi te sistemi so seveda tudi pod udarom privatizacije oziroma situacije, kjer je potrebno strani posameznika in gospodinstev poskrbeti za to, da tudi sami pri tem lahko participirajo glede na spremembe v družbeno-ekonomskem kontekstu, ki so tudi skozi reforme, vemo, da marsikatera od teh reform je v pripravi, je v teku in ne nazadnje neobhodna, potrebne tudi z vidika posameznikov. Tukaj bi pričakovali prav gotovo bolj odločne korake, bolj domišljene korake na ravni odločevalcev
in zakonodajalcev v Republiki Sloveniji in ne nazadnje v združenju to predlagamo, tudi skladno z dobrimi praksami pri kolegih v drugih evropskih skupnostih državah, pa smo žal premalokrat deležni ustreznega posluha, na načelni ravni sicer že razumevanja, ampak ko je potrebno dejansko izpeljati, implementirati nekatere odločitve, ki bi bile brez nadaljnjega pozitivne za celotno skupnost, tako z vidika posameznika kot skupnosti kot take, pa tudi za gospodarsko sfero, seveda, ukolikor bi ustrezno ukrepili, razvili kapitalski trg, je žal tega razumevanja pri nas še vedno vse premalo, pogosto celo nasprotno in ne nazadnje tudi ukinjanje registrskih računov, pravzaprav odvračanje delničarjev od imetništva vrednostnih papirjev, ne nazadnje tudi samih delniških družb od tega, da bi v formi delniške družbe ustrajale z vidika tudi stroškovnega momenta in vseh ne nazadnje birokratskih procedur s tem povezanih, te se namreč samo množijo, je to seveda korak v obratno smer kot pa tisto, ki ga je ne nazadnje za eno od svojih prioritet določila tudi Evropska komisija, ki se sicer v tem času poslavlja s svojim mandatom, a smo prepričani, da tudi Evropska komisija v naslednjem sestavu, prihodnem sestavu bo pravzaprav kot eno svojih prioritet določila tudi vprašanje pritegnitve sredstev gospodinjstev, sredstev individualnih vlagateljev na kapitalski trg in v pogon evropskega gospodarstva. Če se vrnemo na Goričane, spremljate dogajanje okrog razsodb sodišča na relaciji Andraste Gunač-Škofja Ljubljana, okrog dvorca Goričane, pa kakšno je vaše mnenje o tem sporu? Glejte, v zvezi s tem sporom bi težko zadeve komentiral, namreč stvar ni v neposredni domeni Vseslovenskega združenja malih delničarjev, lahko pa zagotovim, da vsi tisti postopki, ki jih peljemo in tudi pozorno spremljanje, gredo v smeri tega, da skušamo za manjšinske delničarje, v prvi vrsti seveda tiste, ki so se vključili v naše postopke, v delniško oporo in v delničarski sporazum ter druge programe, ki jih ponujemo, zagotoviti ustrezen donos oziroma izstop iz družbe pod optimalnimi pogoji, torej po čim boljši ceni, kajti ta naložba, kot kaže v perspektivi, seveda ni in ne izkazuje možnosti za donos. En od momentov seveda je tudi vprašanje samega postopka, ki ga vi omenjate, vendar pa bi bilo neprimerno, glede na to, da v njega nismo neposredno vpeti in ne nazadnje tudi ne razpolagamo z ustreznimi neposrednimi informacijami in tem, v kakšni dejansko fazi v tem momentu je, tudi v smislu verjetno neposrednih pogovorov, ki utegnejo potekati med posameznimi strankami, ne bilo primerno, da bi se do tega opredeljeval izdatne oziroma skušal špekulirati o morebitnih takšnih ali drugačnih iztekih. Je pa dejstvo, da z vidika postopkov, ki jih peljemo v združenju, seveda je tudi to moment, ki ga spremljamo, na katerega smo pozorni, hkrati pa se osredotočamo predvsem na tiste postopke, ki jih peljemo mi. Še enkrat, ponovno je bila vložena zahteva, tokrat formalno tudi za vse tiste, ki so se preko združenja že vključili in teh delničarjev je zdaj pa že precej blizu 30 oziroma preko 30 v tem momentu jih je vključenih v naš sporazum in vse te delnice so seveda tudi hkrati predmet zahteve za izstop iz družbe. Vsekakor bomo tiste, ki se bodo v kratkem vključili tudi v to vrstna prizadevanja in pogajanja, hkrati pa seveda je pri tem vendarle velja povabilo, apel delničarjem, naj se čim prej vključijo v naše postopke, kajti ko bojo enkrat eventualno ti sklenjeni, pripeljani v fazo realizacije, torej bodi si izstopa iz družbe po sodni poti, bodi si dogovora o odkupu oziroma o prodaji svežnja delnic manjšinskih delničarjev, bo seveda prepozno, da bi se priključili tudi še takrat. Tako da bi bilo zaželeno, zdaj dejansko zadeve so zrele in mi bomo vse te postopke tudi zaradi tega, ker imetništvo delnic postaja predrago, tudi zaradi tega, ker bojo nenazadnje v primeru tistih, ki so ostali na ukinjenih registrskih računih, te delnice prenesene na državo v zelo kratkem, tudi dokončno, ne formalno tako, kot je temu v tem momentu, ko je še možnost, da jih ti delničarji seveda lahko zahtevajo nazaj oziroma prejmejo od njih donos, pa smo še izdatneje pristopili k našim aktivnostim in lahko zagotovimo,
zagotovim, da jih bomo tako ali drugače seveda v najkrajšem času skušali tudi skleniti, pripeljati do tega, da bodo delničarji od svoje naložbe tudi imeli največ, kot bo seveda moč doseči v kontekstu tega in tudi skladno z ugotovitvami strokovnih sodelavcev združenja.